Možgani. Jih bomo sploh še uporabljali ali jih bo zamenjala umetna inteligenca? Brez skrbi, ne bo tako preprosto. Je pa res, da bomo v tem mesecu kar nekaj tem usmerili ravno v podporo naše možganovine v sklopu meseca ozaveščanja o demenci in tudi svetovnega dneva Alzheimerjeve bolezni, ki se beleži vsako leto 21. septembra. Za začetek prisluhnimo Sanji Lončar, ki je dobro opisala, kako odgovorni uporabniki svojih možgan smo sodobni ljudje. Tako smo grobi do njih, da je pravo čudo, da sploh funkcionirajo. Dejansko jih izsušimo, ker smo kultura, ki živi na kofeinih, v air-conditionu, v umetnih, presuhih prostorih. Potem zelo slabo jih podmazujemo, ker možgani morajo biti vlažni, mastni, da bi delovali. Večinoma uživamo maščobe, ki so plastika, niso pa žive maščobe, ki jih možgani potrebujejo. Pa za povrh v zadnjem času res vse bolj jih motijo ta elektromagnetna sevanja, katerim jih izpostavljamo. Vse je to v redu, vsi danes rabimo, ne vem, internete in telefone, ampak vse to bi se dalo uporabljati tudi tako, da si škodujemo 1000-krat manj kot trenutno. Res razprodajamo možgane, novih pa ne bo možno kupiti. Možgani so mogočen organ, ki med drugim ustvari več električne energije kot žarnica. Deluje namreč s približno 20 vatov moči. Možgani so bolj aktivni ponoči med spanjem, kot pa podnevi, torej zlasti v REM fazi. So se pa možgani sposobni spremeniti že po 10 minutah meditacije in spreminjajo se vse življenje zaradi svoje nevroplastičnosti. Ja, sodobni holistični zdravniki nas opozarjajo, da že leta beležijo kognitivni upad ljudi, dvig pojava demence, Alzheimerjeve bolezni in drugih možganskih stanj. Sanja Lončar pa nas je takole opozorila na tiste hitre znake. Kratkoročni spomin najlažje opazimo. To je kot tisto, kad 3-krat greš v klet, pa se vrneš, pa nisi prinesel tisto, zaradi česa si prvič šel. Ali recimo, ko se peljemo veliko dlje, kot bi bilo treba, ker smo pozabili na pravem mestu iti. Ali ko v trgovino gremo 3-krat, zato ker ravno tisti prvotni razlog, zakaj smo se odpravili, nismo. Ko pa pride že do tistega, da res ne vemo, kje stanujemo, pa ali smo ali nismo izklopili plin, takrat stvari postanejo zelo nevarne. Ampak da ne mislite, to se ne dogaja samo 70-letnikom. Mi tudi, ko smo se ukvarjali s projektom, kako ohraniti možgane, to nismo počeli zaradi, ne vem, 90-letne stare mame. Možgani nas lahko resnično navdušujejo, obenem pa nam trenutno stanje le-teh lahko povzroči veliko skrbi. Sodobni holistični zdravniki že leta kričijo, da se pojavlja izjemen kognitivni upad. Zato smo za vas pripravili priročnik Možganski reset. Gre torej za holistični protokol za pomlajevanje in vitalnost možganov, ki vam je na voljo povsem brezplačno na naši spletni strani klepetobkavi.si. V tem priročniku boste našli razumevanje in tudi motivacijo, da torej resetirate svoje možgane, pa tudi celoten protokol, kako to lahko naredite na nivoju navad, na nivoju prehrane in kako urediti dom za možganski reset, pa tudi recepte. Priročnik vam je na voljo brezplačno. Mi pa zdaj poglejmo, kaj je na vprašanje, če se torej možgani lahko obnavljajo, odgovorila Sanja Lončar. Ogroman, res, vsak dan, vse bolj zajetni dosje ljudi, ki so recimo pred 2 leti imeli zelo slabo klinično sliko in danes imajo več možganov in bolj funkcionalne možgane kot 2 leti nazaj. In to ne pri enem zdravniku, res obstajajo številne klinike, biološka medicina, integrativna medicina, funkcionalna medicina, zdaj tega veliko nastaja. Ampak kaj jim je skupno? Ne iščejo čarobno tabletko, ampak odpravljajo vzroke in uvajajo totalno druge protokole, kako naj človek funkcionira, da se potem možgani obnovijo. Ko rečem protokol, to ni simpla stvar. To pomeni, da je treba nekaj spremeniti od higiene spanja, hidracije, hrane, gibanja, urediti hormonska ravnovesja, ustaviti vnetja, ampak rezultat tega je, da še ljudje, ki so imeli dobesedno na posnetkih, na skenih, luknje pri hipokampusu, danes imajo tam nove celice. Torej da se, ampak garati bo treba. Če želite nadgraditi svoje možgane in privoščiti en tak reset, potem si prenesite brezplačni priročnik, ki vam je na voljo na klepetobkavi.si. Ta vsebuje celoten protokol, celo recepte za zdrave obroke, ki podpirajo vaš spomin, vašo kognicijo, fokus, celotno delovanje možgan. Sicer pa, katera je tista stvar, ki bi morala biti vsak dan na jedilniku? Poglejmo. Če pogledamo naravo, ga takoj vidimo.
Tisto, kar je narejeno po istem projektu kot naši možgani, so orehi. Nasploh. Jedrca so odlična, orehi pa med njimi resnično najboljši, torej orehovo olje, uživanje semen. Najboljše so semena odpreti, torej pustiti jih, da nam jih med odpre. Prav v tej knjigi, ki jo imaš v rokah, je zelo veliko receptov, ker ajurvedske recepture za pomlajevanje in obnovo možganov večinoma bazirajo na teh kombinacijah. Semena, oreščki, med. Prenesite si torej brezplačni priročnik in resetirajte svoje možgane.